Franc Kangler je danes uresničil svojo napoved in vložil zahtevo za odstop z županskega položaja. O svojem odstopu je že pisno obvestil tudi mestni svet. Svoj odstop je napovedal v začetku decembra po vrsti protestov, na katerih so udeleženci med drugim zahtevali njegov odstop zaradi korupcije in klientelizma. Ob današnjem slovesu je Kangler poudaril, da je za Maribor naredil veliko dobrega, pri čemer je izpostavil predvsem projekt Evropska prestolnica kulture, dodal pa je, da bodo nekateri projekti zaradi njegovega odstopa ostali nedokončani. Kangler je še dejal, da se iz politike ne bo povsem umaknil, temveč da bo deloval v senci. Prav tako se ne namerava odpovedati položaju državnega svetnika. Na zadnji dan v letu je Kangler svojo odstopno izjavo začel s stavkom, da kot dolgoletni politik drži svojo besedo in tako kot župan drugega največjega mesta odstopa. Sem danes mestni svet, pa službo mestnega sveta mestne občine Maribor pismeno obvestil, da sem z današnjim dnem odstopil. In s tem sem držal obljubo. Za organiziranje protestov pa Kangler krivi strice iz ozadja, ki naj bi prihajali od drugod, predvsem iz ljubljanske levice, in s prstom pokaže na številne druge, ki bi prav tako morali odstopiti in pri katerih bi morali kriminalisti tudi potrkati na vrata. Nekateri pa spraznejo Ljubljansko banko za 200 milijonov, da zgradijo nacionalni projekt. Pa mu še do danes niso tako potrkali na vrata, kot so mene vozili po Mariboru, pa preletavali helikopterji, pa že takrat delali takšno vzdušje, da so želeli ti strici, levi iz ozadja dvigniti narod v Mariboru na noge. Na koncu je Mariborčanom zaželel še prijetne praznike in poudaril, da je bilo veliko uspešno izvedenega, med drugim Evropska prestolnica kulture in prestolnica mladih. Tudi zaradi predčasnega zaključka mandata pa ostajajo nedokončani številni projekti, med njimi tudi Mariborska osrednja knjižnica in umetnostna galerija. Sicer pa bo današnji dan zaznamoval vstop v leto 2013. Prvi so se od leta 2012 poslovili prebivalci otočja Kiribati na jugu Tihega oceana. V novo leto so vstopili ob 11. uri po srednjeevropskem času. Novemu letu so že nazdravili tudi prebivalci Božičnih otokov in Novozelandci. Kot zadnji bodo novo leto dočakali prebivalci na Havajih. V novo leto bomo bučno vstopili tudi Slovenci. Mnoga mesta tudi danes pripravljajo silvestrovanje na prostem. Največje zabavi z nastopi glasbenikov pričakujejo v Ljubljani in Mariboru. V Ljubljani silvestrovanje na prostem načrtujejo na 4 lokacijah, v pripravljenem programu pa naj bi vsaka generacija našla nekaj zase. V Mariboru bodo obiskovalce na trgu Levna Štuklja med 22. in 5. uro zabavali Je bila cesta, Edvin Fliser, Tabu in showband Klobuk. Imamo tako malo stanovance, pa smo s prijatelji tam, pa bomo spili malo šampanjca, pojedli kaj sladkega, pa je to to. Še ne vemo čisto točno, ne? Z otroci. Po četrtek z prijatelji. Kaj dobrega pojedli, plesali? Tako seveda biftek, pa kaj dobrega spili in to je to. Se že veselite? Zelo. Najboljše doma. V 6. nadstropju. S kom pa, če smemo biti v družini, v družini, kom pa. Se pravi najlepše, kot je možno. Kje pa je boljše? Po Evropski prestolnici kulture bo Maribor z novim letom postal Evropska prestolnica mladih. Žezlo prevzema od portugalske Brage. Mesto ob Dravi si bo prizadevalo spodbujati nove ideje in inovativne projekte na temo aktivne udeležbe mladih v družbi. Vstop v Evropsko prestolnico mladih so obeležili s 5-dnevnim projektom Mladi premikamo meje, ki se bo zaključil jutri. Ob koncu leta ljudje radi naredimo pregled dogodkov, po katerem si ga bomo zapomnili. Leto 2012 so v Mariboru zaznamovali radarji, protesti, zapomnili si ga bomo tudi po težavah delavcev, odpovedi univerzijade. Ob slabih pa smo zabeležili tudi mnogo dobrih zgodb. Leto 2012 je bilo leto Evropske prestolnice kulture, mesto je znova obiskal tibetanski duhovni vodja Dalaj Lama, mesto je s pomočjo lota dobilo novega milijonarja. Sicer pa več o dogodkih leta 2012 v posebnem pregledu, ki vam ga v ogled ponujamo ob 18:30. Jutri bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -6, dnevne pa do okoli 7 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, razen na vzhodu. V četrtek bo pretežno oblačno in suho vreme. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite.
Na Silvestrovo nazdravljamo s penino, lastno peneče vino imamo že 160 let tudi Slovenci. Kako se urediti za najdaljšo noč v letu? Napotek smo iskali na Srednji frizerski šoli Maribor. Bili smo na silvestrski zabavi Socialno-varstvenega zavoda Polž in društva Sožitje. Bodite z nami ob 18.